Lep pozdrav, moje ime je Matej Prešolja in danes bomo govorili o pridobivanju in upravljanju sredstev za razvoj vašega podjetja. Kot vsi vemo, velikokrat na začetku potrebujemo nekaj denarja, da sploh razvijemo produkt, da lahko pridemo na trg. In danes bomo govorili, kako pridobiti ta denar, kako upravljati s tem denarjem, na kakšne načine lahko pridobimo in kakšne so tudi neke prakse na splošno pri pridobivanju. Če pogledamo ta najbolj tipični način, je tako imenovano financiranje podjetja z lastnimi sredstvi, po angleško se reče temu bootstrapping. In v bistvu ustanovitelj sam nekako brez zunanjih investicij, brez zunanjega kapitala financira projekt, razvoj produkta in vse, kar je potrebno do tega, da se podjetje razvija naprej. Pri tem so seveda neke prednosti, neke slabosti. Če pogledamo neke prednosti, je vsekakor to, da je 100% kontrola pri odločitvah, ni nobenega zunanjega deležnika, ki bi odločeval ali bi skušal pripomogti k odločitvam. Torej ni nekaj vpliva drugih deležnikov na poslovanje. In tudi zaradi tega, ker ni drugih deležnikov, če je to neki prvi projekt podjetniški, je tudi bistveno lažji projekt zaključiti in si reči, ok, smo vložili toliko denarja, toliko časa, ampak projekt ni uspel in pač projekt zaključimo. Zato, ker ni pač nekih zunanjih investitorjev, kateri bi mogli odgovarjati, zakaj se pač stvari niso odvile, kakor smo pač planirali. In še ena bistvena stvar, ki je zelo pomembna, v bistvu je to, da ni izgubljenega časa in fokusa pri tem iskanju investitorjev zunanjih. Iskanje zunanjih investitorjev običajno pobere kar nekaj časa in običajno pobere ta čas najbolj ključnim kadri v samem podjetju. Seveda so pa tudi slabosti tega, ne? In to je recimo, da podjetnik ima običajno neke omejene resurse in zato, ker ima omejene resurse, se tipično podjetje in vse skupaj počasneje razvija, ker pač enostavno ni toliko resursov, koliko bi jih lahko rabili, da bi se vse skupaj bolj hitro premikalo. Recimo imamo neke oglaševalske budžete, ki so deloma omejeni. Če bi imeli precej večji, bi lahko rast podjetja bila precej hitrejša. Ali imamo neki razvoj za narediti in pač te stvari razvijamo počasi, lahko bi pač imeli dodaten budžet, pa bi imeli še enega razvojnika več, recimo, pa bi se vse skupaj hitreje odvilo. V bistvu še en problem je ta, da običajno pri bootstrappingu v začetku vsaj se ne dela 100% na projektu in kakor vsi, ker rabijo denar za preživetje, se dela to part-time in v bistvu ni tega 100% fokusa na projektu in zaradi tega tudi vse skupaj potem lahko teče počasneje ali v bistvu projekt ni dovolj resen, zato ker pač enostavno ni dovolj resursov, da bi recimo 3-4 ljudje bili zaposleni samo na tem projektu. In posledično s tem je tudi večje tveganje za osebne finance. Recimo potencialno prezadolženost, potencialno preveč lastnih resursov vloženih v en projekt in ni neke porazdelitve tveganja, kakor je recimo pri tem, če imamo neke zunanje deležnike. Možnost pa tudi zunanjih investitorjev, ne? In tipično, če pogledamo investitorje, jih delimo na angelski kapital, angelske investitorje in nekako sklade tveganega kapitala. Zdaj, angelski investitorji je običajno neka premožna oseba, ki ima že neke izkušnje, dostikrat je tudi že sam bil podjetnik, uspešen podjetnik ali je prodal podjetje in v bistvu v zameno za lastniški delež investirata svoj denar v to zagonsko podjetje in običajno ni samo denar, ampak tudi pomaga z nasveti, z poznanstvi in nasplošno pomaga podjetju, da je lahko bolj uspešno. Potem imamo pa sploh v bistvu največjo razliko, da angelski investitor dejansko investira svoj denar. Zdaj, če pogledamo pa sklad tveganega kapitala, VC, je pa tipično, to so upravljavci denarja, ki ni njihov denar, ampak v bistvu investirajo denar od nekega sklada. In v bistvu ta upravljalec sklada investira denar nekih partnerjev, ki so pač vložili ta denar v namen specifično za to, da se bo pač investiralo ta denar v zagonska podjetja.
Zdaj, če pogledamo tipično, kako se odvija, so angelski investitorji običajno prvi, ki investirajo, ko podjetje ima mogoče prototip, ima mogoče neke prve stranke in so to recimo manjši vložki, dajmo reči med 10 pa 50 tisoč evri. Običajno pa tvegan kapital nastopi en korak kasneje po angelskih investitorjih in v bistvu so običajno zneski od 100 tisoč evrov naprej. Ampak je tudi podjetje takrat že tudi bolj razvito. Zdaj, če pogledamo te prednosti, kot smo govorili prej, da je počasnejši razvoj pri tem, da sami poskušamo financirati vse skupaj, je tukaj tipično hitrejši napredek, tipično hitrejša rast podjetja. Investitorji pomagajo z mentorstvom in imajo pač svojo mrežo poznanstev, katero pač običajno tudi odprejo podjetnikom zagonskega podjetja. In v bistvu, če startup ne uspe, ni nekega potrebe po nekem vračilu denarja, kot recimo, če si podjetnik odloči sam financirati komplet projekt, pa vzame recimo neki kredit in potem tisti kredit ostane, tudi če pač podjetje ni uspešno. Zato se do temu reče tvegan kapital. So pa tudi slabosti, no? In te slabosti so tipično, kot sem že omenil, ta čas pridobivanja kapitala in fokus ključnih ljudi, ki bi morali delati pač na rasti podjetja. Tipično bo večina angelov in tvegane venture kapitalistov rekla večini startupov ne, ker pač enostavno so zelo izbirčni in investirajo mogoče vsaki 50, vsaki 100 startup, ki ga vidijo. Zato je pač teh sestankov ogromno, če hočemo uspešno pridobiti tvegan kapital. Včasih so neki dobronamerni nasveti investitorjev tudi pripeljejo do nekih napačnih odločitev. In to je pač tudi ni zanemarljivo, recimo, če so neki investitorji iz neke druge branže in ne poznajo točno te branže, v katerih je zagonsko podjetje, lahko imajo neke dobronamerne nasvete, ampak se potem v bistvu izkaže kakor slabi. In v bistvu še ena zelo pomembna stvar je, da v kasnejših fazah razvoja podjetja so določene omejitve. Recimo, še posebej pri večjih zneskih tveganega kapitala lahko pride do tega, da pač investitor zunanji lahko reče, podjetnik hoče prodati podjetje, za podjetje ne bi dobil dovolj denarja in lahko reče, tak je investiral, da pač podjetje se ne sme prodati, zato je premala vrednost še, da se pač ta njegova računica poklopi glede investicije same. Tako da v bistvu tukaj so prednosti in slabosti, ki so taka, da jih mora vsaki podjetnik sam pri sebi dobro premisliti in tudi dobro premisliti, kaj si želi. A si želi hitro rastoče podjetje, ne glede na vse skupaj, ne glede na njegovo delež v podjetju čez naslednjih 5 let, ali si želi imeti 100% delež, 100% odločitve in manjše podjetje, ampak na koncu je vedno odločitev posameznika, ne. V bistvu realnost je pa sledeča, da če ni neki podjetnik, ki ima že neko uspešno prodajo podjetja, so vsi projekti v štartu bootstrapajo, torej vedno podjetniki sami investirajo svoj čas in denar, da dokažejo, da ta podjetje nekam gre v pravo smer. In v bistvu tudi zdaj z razvojem v zadnjih 10 let in z razvojem tehnologije je realnost to, da sami investitorji pričakujejo že več od podjetnika, večji napredek startupa pred prvo investicijo. Večinoma že delujoč prototip, delujoč produkt, mogoče že prve stranke. Včasih, ker ni bila tehnologija dražja, za določene specifične projekte je bilo treba že v štartu zelo več kapitala, ampak zdaj se pričakuje, da se zelo že več lahko ustvari z nekimi minimalnimi resursi in so pač zahteve za pridobiti investicijo še malo višje. In še ena bistvena stvar, ali iščemo investicije v Sloveniji, ali iščemo investicije v tujini, smo v Silicon Valley, smo v Sloveniji, je vedno to, da nikoli ni lahko. Vedno je toliko časa treba nameniti temu, vedno je toliko fokusa treba nameniti temu in nikoli ni, ali zelo redko se zgodi, da nekdo kar dobi neko investicijo, kar tako po nesreči. Če pomislimo, kakor podjetniki, se nam splača pridobiti tvegan kapital, je
V bistvu lahko damo par primerov. Nekdo je podjetnik, ima neko idejo, potrebuje neki razvoj in recimo potrebuje 50 000 evrov za neki razvit neki produkt ali razvit neko programsko opremo in v bistvu sam tega ne zmore. No. Zdaj, lahko prova dobiti kredit, lahko prova nekako to na nek način narediti, ampak težko, ali pa reče, ok, bomo dobili nekaj investitorja, pa bo on dal tisti denar, pa mogoče bo dal 10% podjetja, ta podjetnik ali skupina podjetniška, ampak s tistim denarjem bo še vedno, če bo produkt razvit, bo podjetje bistveno več vredno kot samo pri ideji in tudi če bo pač izgubil 10% deleža, bo še vedno zelo na boljšem, kot če ne bi vzel tega kapitala. Ali recimo podjetje rabi denar za rast, je že razvila produkt, ima že stranke in nekako vidi, da bo neka širitev hitra potrebovala na bistveno kapitalsko injekcijo, recimo 200 000 evrov. Če vzame ta kapital, recimo spet po neki dobri evaluaciji in bo to stalo podjetje 20% deleža in bo podjetje recimo vredno 5-krat toliko, kot je bilo, ali 10-krat toliko, kot je bilo pred investicijo, je tako investitor, kot podjetnik bistveno oplemenitil svoj kapital, svoje premoženje in je ta stvar smiselna. Tako da v bistvu je ključna stvar pri teh stvareh odločitev sama podjetnika, kakšno podjetje si želi, na kaj je pripravljen se prilagoditi in v bistvu, da se po domače splača to stvar izvesti. Če gledamo čisto neka praktična metrika, kako upravljamo zdaj ta sredstva za razvoj podjetja, ali so to neka naša sredstva, ali to so sredstva, ki jih bomo pridobili od nekega investitorja. Recimo imamo 10 000 evrov pri kraju, rečemo, ok, zdaj imamo te 10 000 evrov, probamo to podjetje postaviti. Moramo nekako računati, kje so naši cilji, koliko časa še imamo, ali dobimo neko investicijo 50 000 evrov in nekako začnemo delati po planu stvari, ampak moramo nekako spremljati mesečno stvari, ker če ne je zelo hitro lahko problem, da bo podjetje nelikvidno. In kako to tipično delamo, uporabo spet malo tujk. Eno je, da pač merimo ta burn rate, torej to je v bistvu vsota denarja, ki se mesečno porabi za obratovanje startup podjetja. Recimo, če vsaki mesec porabimo 1000 evrov, od začetka meseca do konca meseca za obratovanje podjetja, je naš burn rate 1000 evrov mesečno. Kar pomeni, da to je nekako tisti denar, ki ga po domače kurimo vsaki mesec, s tem, ko se hočemo približevati našemu cilju. Zdaj, če že startup ustvarja neke prihodke, je pač to ta razlika med mesečnimi prihodki in odhodki, ampak še zmeraj običajno startup podjetja v začetnih fazah niso profitabilna in to moramo potem tudi spremljati. In drugi ključni pojem pri teh stvareh, ki to spremljamo, je runway. Runway, spet tujka, je v bistvu kot pri letalu, ki vzleti in to je neka količina časa, ki ga ima startup do tega, da bo pač ugasnilo poslovanje, do takrat, ko bo pač postal nelikviden, takrat bo zmanjkalo te vzletne steze. In v bistvu se računa tako, da se deli denar na računu, ki ga trenutno imamo, ki smo dobili preko investicije, s tem, koliko mesečno pač kurimo denarja. Recimo, če imamo 12 000 evrov in je naš burn rate konsistentno trenutno 1000 evrov in to nekako ekstrapoliramo, vidimo, da imamo za 1 leto časa, v katerem bomo morali spraviti to podjetje do profitabilnosti, do neke ali profitabilnosti ali do neke točke, kjer bomo dobili naslednjo rundo investicije, s katerim bomo lahko nadaljevali razvoj. So podjetja, ki so v štartu bolj zahtevna glede razvoja in ne moramo pričakovati, da bomo s prvimi 50 000 evri že postali profitabilni. V večini primerov tudi ni tako in zato v bistvu računamo tipično ta burn rate, runway, vse skupaj tudi, da vemo in se znamo planirati, koliko časa še imamo in kdaj začnemo pridobivati potem denar za naslednjo rundo investicije. Dobre prakse, tipično naj bi ta ena runda kapitala financiranja startup podjetja prinesla od 12 do 24
mesecev runwaya in tudi običajno se pričakuje, da če se ta investicija dobi, da se ne to zavlačuje, ampak se reče, ok, zdaj imamo ta denar, hočemo doseči ta in ta mejnika in to običajno dosežemo v 12 do 24 mesecih in potem gledamo že na neke naslednje mejnike. In ključno je pač, da se te obe metrike mesečno spremljata in tudi se poročata, običajno se tudi poročata poleg ostalih metrik investitorjem, ki so ta denar investirali. In zdaj še ena tipična stvar, ki je koliko prej začeti iskati investicijo. Načeloma je iskanje nove runde financiranja najkasneje 3 mesece pred koncem runwaya, ampak običajno je smiselno še malo več časa si vzeti. Ena stvar, ki se bi rad dotaknil, je tudi ta, ki je večino v tujini tudi prisotna. Če nekdo investira v startup, se nekako tudi definira in predvidi, kaj se bo zgodilo, če neki ustanovitelj ne bo želel več sodelovati. In normalno pri teh pogodbah v tujini se uporabi founder vesting in v bistvu founder vesting določi, da ni, recimo, če sta dva ustanovitelja, oba imata zdaj 50% fiksno, ampak ne, če pride investitor, reče, ok, tukaj je zdaj še neki moj denar in se stvari malo prerazporedijo. In v bistvu se prerazporedi tako, da se procente nekako pridobi potem še enkrat skozi to, koliko časa nekdo ostane na projektu. In v bistvu s tem rešujemo problem negotovosti začetne ekipe in lastništva in v bistvu znižamo tveganje za propad podjetja, kar je še posebej pomembno za investitorja, če nekdo preneha ali predhodno zapusti projekt. Tipična vesting shema v tujini je pač to, da imamo enoletni klif, tako imenovan, in pridobivanje lastništva skozi 48 mesecev dela na projektu. Ta enoletni klif pa pomeni to, da v bistvu, če se znotraj prvega leta izkaže, da nekdo zapusti podjetje, je tipična praksa, da pač ne pridobi nobenega deleža, zato ker je pač prehitro zapustil projekt. Zakaj so te stvari pomembne? Pač startupi so podjetja zagonsko v veliki negotovosti, veliko stvari lahko gre narobe, običajno je zelo dosti težav v začetnih fazah podjetja in v bistvu je namenjeno lih temu, da tisti, ki pač ostanejo, da se ohrani motivacijo teh, ki ostanejo in tudi ta vložek investitorja, da pač gre naprej vsem skupaj. Zdaj, če gremo en primer pogledati, recimo, da so 3 ustanovitelji, vsak ima 33%, drugi ustanovitelj se po 6 mesecih dela na projektu odloči, da bo dobil spet redno zaposlitev in projekt ne zanima več. Zdaj, če nimamo vestinga v pogodbi, pač drugemu ustanovitelju ostane 33% lastništvo podjetja, pač v katerem ni več aktiven. In prvi in tretji ustanovitelj bosta v primeru prodaje podjetja po 5 letih trdega dela prejela isto kot ta drugi podjetnik, ki ga več ni in je že med tem delal čisto neke druge stvari. In po vsej verjetnosti pri tako velikem deležu in pri tako začetni fazi podjetja bosta ta podjetnik 1 in 3 to lastništvo opustila in opustila projekt ob odhodu tega drugega solastnika ali vsaj tveganje je veliko za zapleta. Če bi obstajala pa ta vesting pogodba, zaradi predhoda, pač če je to znotraj prvega leta, ta drugi ustanovitelj nima pravice do solastništva, ta procenti se pač porazdelijo med ostala 2 podjetnika in projekt normalno nadaljuje se naprej in tudi investitor normalno nima nekih večjih tveganj. Če pogledamo še en primer, so 3 ustanovitelji, vsak ima 33%, tretji ustanovitelj se po 3 letih dela na projektu odloči preseliti v tujino recimo in zapusti podjetje. In če ni vesting pogodbe, tretji ustanovitelj ostane 33% lastnik podjetja, v katerem ni več aktiven in prvi in drugi ustanovitelj bosta v primeru prodaje podjetja recimo po 5 letih prejela isto kot tretje, tudi če ga ni bilo zraven. Recimo pri vesting pogodbi tretjemu ustanovitelju, ki je le toliko časa preživel na projektu, ostane neki pravičen, da reč, delež v 16,6%, prvi in drugi ustanovitelj dobijo neke dodatne procente
v bistvu za neko dodatno motivacijo, in v primeru prodaje podjetja bojo še vedno vsi v plusu, in tisti, ki je predhodno jo zapustil, bo še zmeraj dobil nekaj, in vsi ostali, ki so pač projekt izpeljali do konca. Tako da to je ena bistvena stvar glede teh stvari, ki se jih običajno ureja ob prihodu investicije, zato ker so za investitorja pomembne glede ekipe. Sedaj smo se dotaknili še do enega bistvenega pojma, ki je točka preloma, break-even point, spet stojko. To je pa ta točka v življenju startup podjetja, zagonskega podjetja, ko v bistvu to podjetje počasi ni več startup, zato ker enostavno lahko svoje mesečne stroške pokrije in pokrije vse samo iz svojih prihodkov od prodaje tega produkta, ki ga je ustvaril. Ne glede na to, ali se planira iskanje investicije, ali se planira financiranje z lastnimi sredstvi, je vedno dobro in pomembno predvideti neki čas do te točke preloma podjetja, še posebej pri produktih, kjer je, kot smo že na prejšnjem predavanju gledali, velika investicija, običajno v začetku, je dobro, da se te stvari vsaj zelo na grobo, če ne še rajše malo bolj natančno definiramo. Tukaj je še slika. V bistvu ta točka preloma je, ko vidimo, da so fiksni stroški in variabilni stroški, ki jih ustvarjamo skozi poslovanje podjetja, na neki točki, ta break-even point, dejansko pokriti vsem skupno prodajo, ki ustvarjamo kot podjetje. In sedaj, če bomo naredili zelo poenostavljen izračun, ki ni najbolj, ne upoštevamo vse možne parametre, ampak za nekoga, ki se čist hoče to izračunati, dajmo reči čez palec, da dobi malo občutek, lahko pogledamo v bistvu, kako bi to izračunali v nekih 5 korakih. V bistvu prvi korak si recimo vzamemo, če recimo gremo pogledati ta projekt, ki smo ga omenili od Uroša, ki je rekel, ok, hočemo narediti platformo za tiste, ki bojo povezovali nekoga, ki snema, pa nekoga, ki recimo išče nekoga, da mu prije nekaj posnet. In dajmo reči, če poenostavimo, da je to neka spletna rešitev, kjer ni nekih večjih fiksnih stroškov. Pogledamo nekaj, koliko bomo neko bruto dobička ustvarili na prodajne enote, recimo, če je neka povezava med nekom, ki rabi nekaj, da dobi posneto, in nekom, ki tu nudi, nam dajmo reči, da nam zagotovi 50 €, je pač tu naš bruto dobiček na prodajno enoto, na povezavo znotraj tistega meseca, ki je dejansko podjetje ustvari. Tako da prodajna cena enote minus polna lastna cena blaga, ki tukaj je pač nič, zato je pač digitalna platforma, je naš neki bruto dobiček na enoto, ki dajmo reči, da je v tem primeru 50 €. Sedaj lahko rečemo, ok, neki startup, izračunamo neka fiksna mesečna stroška in rečemo, ok, imamo serverje, imamo neka pisarna, nekaj toliko zaposlenih in dajmo reči, da rata ta stvar vseh mesečnih stroškov, ki bo to podjetje od Uroša imelo, dajmo reči, da bo to 5000 € na mesec v štartu, in če upoštevamo še neki proporcionalni del letnih stroškov, smo na nekih 5000 € in sedaj izračunamo neko število prodanih enot za dosego te točke preloma. In če rečemo, ok, imeli smo 5000 € teh stroškov, 50 € nas dobimo od neke povezave med snemalcem pa nekom, ki tu išče, in če gledamo te fiksne mesečne stroške 5000 € in delimo bruto dobiček na enoto, ki je 50 €, ugotovimo, da v bistvu, da bo Uroš prišel do tega, da bo njegova platforma nekako profitabilna, bo mogel prodati 100 ljudi, bo mogel povezati, ki bojo iskali snemalca in dejansko in ljudi, ki bojo pač nudili snemanje. In v bistvu s tem, ko imamo to definirano, lahko tudi izračunamo neki čas točke preloma, ki je predvsem odvisno od hitrosti rasti prodaje. Zdaj, več kot imamo že razvito podjetje, pa več kot podjetnik že testira trg, lažje bo tudi definiral to. Ampak recimo, če potrebujemo za doseg točke preloma 500 enot na mesec,
in jih trenutno prodajamo 250 in se vsaki mesec prodamo 50 kosov več kot prejšnji mesec, bomo rabili približno še 5 mesecev do preloma. Zdaj, če hočemo se še malo bolj poenostaviti in spet gremo čez palc, vprašamo Uroša, koliko časa misliš, da bomo rabili, da bomo prišli do tega, da boš ti ustvaril recimo 100 teh povezav na mesec. Idealno je pa, da Uroš ima že prvih par mesecev pa reče, ok, zdaj trenutno mi rata pa, ne vem, pa jih ustvarjam 5 ali pa jih ustvarjam 10. Ne. In v bistvu z izračunom časa do te točke preloma lahko predvidimo tudi neko investicijo potrebno do te točke preloma sama. Če recimo, če povzamemo neki primer, s 5 meseci do točke preloma in so fiksni stroški 5000 evrov, lahko konzervativno ocenimo, da potrebujemo še 25 000 evrov kapitala do neke točke preloma. Zdaj, ok, s tem, da se pač enostavno vsaki mesec veča, pa je mogoče še malo manj potrebno, ampak konzervativno bi lahko rekli, ok, Uroš, če hoče priti do točke preloma, bo potreboval 25 000 evrov, da bo prišel do tja. In s tem nekako tudi lažje ocenimo in vidimo skupaj po primerih, koliko časa in malo podjetnik dobi malo občutek, ker dostikrat se dogodi, da nekdo reče, ok, ja, začetna investicija običajno je nekje 50 000 evrov in za dosti podjetnikov se zdi, da je to ogromno denarja, ki jih ne bojo nikoli porabili. Pa ker se naredimo en tak enostavni primer, koliko je nekih fiksnih stroškov potrebnih, koliko bo dejansko samo, da bojo obratovali in provali ustvariti ta rezultat, strošek, hitro ugotovimo, da je ta številka 50 000 evrov čisto neka normalna številka in običajno potrebujemo, da pridemo do neke ta točke preloma, vsaj nekih začetnih teh pokrivanj zelo hitro 1 leto ali 2, da se dejansko vse skupaj pokrije na tak način, kot smo predvidevali.